Lepo pozdravljeni, dobrodošli, dobrodošli. Danes imamo eno tako temo, ki na prvi pogled zgleda težka, ampak jo bomo naredili, da bo fina. Torej, dobrodošli. Danes imamo temo, kako si pomagati, kadar čutimo, kadar imamo občutek, da drugim dovolimo, da hodijo po nas in nas v bistvu to boli in nam ne paše in kako si tu pomagamo. Tema je v bistvu kar težka, neprijetne občutke imamo, ko to slišimo, ampak to temo lahko mi obrnemo v pozitivno. Okay? Torej, naša želja je, da spremenimo, da nikomur več ne želimo, ne bomo dovolili nikoli in nikdar, na celem planetu ne, da hodi po nas. Prav? Torej, kaj si želimo doseči? Da znamo vzpostaviti enakovreden odnos z ljudmi, da nikomur več, nikoli več v življenju, nikjer na tem planetu ne dovolimo, da bi hodil po nas. Ni več to opcija. In danes bomo pogledali, kaj je razlog tega, da to dovolimo in zakaj je pomembno, da to spremenimo in kako to spremenimo. Dobro, torej najprej gremo na razlog tega. Kaj je razlog, da drugim dovolimo, da hodijo po nas? Lahko so to naši najbližji, lahko so sodelavci, lahko so nadrejeni, lahko so preprosto sorodniki, lahko so naši res najljubši ljudje, ampak nekako nekje smo mi znotraj sebe naučeni, da smo nemočni. Pa da štartamo z eno zgodbico, da vam lažje predstavim. Poznate zgodbo o slončku, ko je slonček majhen? Mislim, da tako resnično dresirajo slone. Ko je slonček čisto majhen, mu dajo verigo na njegovo nogo in to verigo nekam pripnejo. In ko se hoče slonček premakniti in oditi iz nekega njemu dovoljenega kroga gibanja, ga seveda ta veriga potegne nazaj. In se to zgodi enkrat in 10-krat in 100-krat in 1000-krat. In on se preprosto nauči, da ta veriga njemu ne dovoli več kot ta krog, kjer ga pač veriga ustavi. In potem, ko je ta slon odrasel, več sploh ne rabi biti pritrjen. On samo mora imeti nekaj okoli noge, neka veriga mu visi iz noge in on je tako močno sprogramiran, da on ne more več uiti. Ne more, on misli, da ne more, on je navajen, da ne more uiti, on je navajen biti nemočen. In kljub temu, da je ta ogromna žival, ne vem koliko ton ima ta slon, velik odrasel, ki bi lahko svojo silo raztrgal marsikaj, ta slon več nikamor ne gre. In tako smo mi nekje, v nas je bil majhen slonček, ki je bil navajen, da je pač nekam pritrjen in da ne more, preprosto ne more. Naučili smo se nemoči. Ta nemoč, ki jo čutimo, je naučena, to ni naše bistvo. In če hočemo mi, in v bistvu je možno to se odučiti in priti do tiste svoje prave moči znotraj sebe. Možno se je odučiti te nemoči. Se pravi, spomnite se, Spomnite se, kdaj ste bili vi kot majhen slonček, kdo so bili tisti ljudje, ki so vas v preteklosti nekako učili, joj, pazi, joj, to se bo hudo zgodilo, joj, pazi, joj, bodi pridna, ta beseda, ki na prvi pogled super deluje, je kot pohvala, a je v bistvu šolanje, da mi imamo verigo na nogici in da ne moramo razmišljati svojo glavo, da ne moramo čutiti, da se preprosto uklonemo, delamo to, kar drugi hočejo od nas in seveda pol smo pridni, pol nas drugi pohvalijo. In kot otroci je to v redu, se učimo, ampak ko smo odrasli, pa je treba te stvari malo na novo prevrednotiti. In včasih res ni dobro, da ta priučena nemoč zavlada nad nami in včasih je treba to priučeno nemoč preprosto izbrisati iz sebe in najti moč v sebi in znati reči ne in nikoli več, nikomur več dovoliti, da hodi po nas. Ker mi smo čudovita, duhovna bitja, prišli smo na ta planet, da nekaj damo od sebe, prišli smo živeti svojo resnico in če bomo samo nemočni, samo sklanjali glavo, ni prav, nismo zato prišli, da bi bili komurkoli sužnji. Tu smo, da zrastemo, da se postavimo, da znamo izraziti, kdo smo, da izrazimo, kaj si želimo in kaj hočemo in kaj nočemo. Torej,
kaj je v bistvu tisti prvi način, pomembna je komunikacija. Pomembno je, da si upamo povedati, kaj si želimo in da si upamo povedati, kaj si pa ne želimo. In še več, pomembno je povedati, kako se počutimo ob nečem, kar nam ni všeč. In seveda je fino, da povemo tudi, kako se počutimo, kadar nam je nekaj všeč. In to vzpostavlja komunikacijo na čisto drugem nivoju. In kadar mi izhajamo resnično iz sebe, ko začutimo, da nas nekdo želi nadvladati, lahko preprosto rečemo, ne počutim se dobro. In to je tako močen argument, tega vam nihče ne more povoziti. Mogoče na prvo žogo vam lahko nekaj reče, ampak če stojite za tem, ne počutim se dobro. To je nekaj, kar ne morem povoziti, niti jaz, niti ne dovolim nikomur drugemu. Ne, čutim, da to ni zame. Čutim, da to ni prava izbira zame. In Slovenci smo zelo skromni, kar se tiče tega besednjaka. Čutim, zelo smo skromni glede izražanja čustev. In zato smo skromni in nerodni tudi pri komunikaciji. In že naš jezik je tu okorel. V angleščini oni zelo radi rečejo I am feeling, it feels like in tako naprej. Tisti anglisti boste vedeli še več teh fraz. Torej, mi smo tu skromni, kar se tiče jezika. Skromni smo tudi seveda po načinu razmišljanja in delovanja. Ampak vseeno se lahko naučimo in tudi v našem jeziku lahko izrazimo. Počutim se v redu, to mi je všeč. Ali pa rečemo, ne počutim se v redu, to mi ne paše. In to je svoj stavek. In če čutimo, da nekdo hodi po nas, lahko preprosto pogledamo človeka v oči in rečemo, ne počutim se v redu ob tem. Ne počutim se v redu ob tem. Ni prav to, ne? Namesto, da kritiziramo nekoga, da ga napademo, da kričimo, da se ga izogibamo, poskusimo preprosto odpreti srce in iskreno povedati. Ne počutim se v redu, ne paše mi to. In kadar vam je nekaj všeč, pa rečete, wow, to mi je pa všeč, to pa mi paše, to pa si želim, ali ne, tega ne želim. Lahko je reči, težje je narediti, boste rekli, ne? Zakaj? Zato, ker je v nas tisti slonček naučen, v nas, mi smo zdaj veliki sloni, močni, ampak mi se počutimo kot majhni, nemočni slončki, uklenjeni s težko verigo, da ne moremo nikamor. In ko vam zdaj te stvari govorim, nekateri boste zmogli to, nekateri pa ne boste zmogli, pa boste čutili, joj, ne gre mi, ne morem tega narediti, ta oseba je tako močnejša od mene, jaz sem toliko bolj šibek, ta oseba je močnejša. In kaj takrat naredimo? Takrat preprosto odmislimo to osebo in se fokusiramo nase in si vzamemo čas, da tega slončka naučimo njegove moči. Da iz njega odstrnemo vse, kar ga obremenjuje, in tega slončka v sebi mu dovolimo, da zraste. Mu dovolimo, da si spet prilasti svojo lastno moč. Mu dovolimo, da se spet počuti močen. Da ta slonček v nas zraste. Da ni več krivde, če se postavi zase in če reče ne. Da ni več krivde, če reče, ne paše mi to. Ne paše mi to. Lahko zelo na spoštljiv način rečemo, ne paše mi to. Ne počutim se dobro. Ne? In se pravi, da je treba to notranje delo narediti, da v sebi spet odkrijemo tisto našo prvinsko, avtentično moč, ki nam je bila namenjena, ki je del nas, in da odstrnemo iz sebe vse, kar se je težkega nabralo, zato da začutimo svojo lastno moč, ker šele ko čutimo moč, potem smo lahko mi dobri, potem smo lahko ljubeči, potem smo lahko uspešni, potem lahko gradimo kvalitetne, enakovredne odnose, kjer ne trepetamo za vsako besedo, ampak lahko stojimo za tem, kar smo, govorimo svojo resnico, seveda na spoštljiv način. In zdaj bi rada vključila še malo tapkanja, da vam pomagam, tapkanje je pa tista tehnika, s katero resnično posegamo v svoj notranji svet, kjer zdravimo svojega notranjega otroka, kjer mu rečemo, v redu je, mene zanima, mene kot odraslo, zanima, kako se ti moj mali počutiš. Mene kot odraslega zanima, kako se ti moja mala počutiš.
In jaz ti rečem, da si pomembna, da si vredna. Ok? Dajmo zdaj to narediti. Naprej naredimo kar vdih, izdih. In začutite, koliko je v vas te krivde, če bi se postavili zase, če bi začutili svojo notranjo moč. Koliko je krivde v vas, koliko je nekega nelagodja, koliko nekega upora. Če bi se resnično postavili, če bi resnično bili avtentični, če bi resnično govorili iz srca, tako kot se počutite, in če bi rekli ne, kadar se počutite, da vam ni všeč, in kadar čutite, da je v redu, da rečete ja. Koliko je ta krivda, koliko je ta strah biti močen, strah pretrgati to verigo, strah, da sem to, kar sem. Poiščite v sebi, prosim, majhnega otroka, zaprite oči, pojdite po premici nazaj, poiščite sliko majhnega otroka, ki je bil naučen te nemoči, ki je mogel skloniti glavo, ki je čutil se nemočnega. Iščite otroka, ki je bil kritiziran, ki se je preprosto čutil nemočnega. In zdaj bomo začeli s tapkanjem in vi samo imejte zaprte oči in samo gledajte tega otroka. Ker če tega otroka dvignemo, če zbrišemo ta programiranja pri otroku, potem smo mi avtomatsko pri sebi, pri odraslem, ta programiranja zbrisali. Razumete? Če mi malega slončka v domišljiji reprogramiramo, lahko mi kot odrasli sloni začutimo svojo moč. Prav? In pol noben več ne bo hodil po nas. Tudi mi ne bomo hodili po drugih, ampak predvsem noben ne bo hodil več po nas. Prav? Tako da zdaj poiščite sebe kot otročka, kjer ste čutili nemoč, kjer ste morali skloniti glavo, kjer ste morali pokimati, kjer ste morali delati to, kar so drugi hoteli, in preprosto takrat pač niste imeli izbire, ampak danes kot odrasli pa imamo izbiro. In zato moramo tega otroka malo spremeniti, njegovo čutenje, njegovo razmišljanje, zato da lahko mi kot odrasli da lahko mi kot odrasli čutimo, da doživimo to moč v sebi spet. Da si sploh upamo povedati, kaj si želimo. Da si sploh upamo povedati, kaj si pa ne želimo. Dobro? Gremo, začnemo tapkati na karate točko. Pa vas prosim, da kar zaprete oči. Glejte sebe kot otroka. In bomo čisto preprosto rekli. Če še ne znate tapkati, me pač glejte, drugače pa imejte zaprte oči, kljub temu, da sem nemočen. Pa glejte sliko otroka v sebi. Kljub temu se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da sem nemočna, se imam rada in se sprejemam. In fantje rečete, kljub temu, da sem nemočen, se imam rad in se sprejemam. In bolj gremo na vsako točko in rečemo, nemočen sem. Na vsaki točki nemočen sem. Nemočen sem. Nemočen sem. Nemočen sem. Na vsako točko isto, nemočen sem, nemočen sem, nemočen sem. Vdih, izdih in poglejte, če se vam je prizor kakorkoli spremenil, če se otrok drugače počuti in zdaj bomo začeli malo prebujati tega otroka. Prav? Kaj pa, če je v meni moč? Ne pa ni. Kaj pa, če je v meni moč? Ne pa ni. Kaj, če je v meni moč? Ne pa ni. Kaj, če je v meni moč? Ne, pa ni. In tretji krog, v meni je velika moč. V meni je ogromna moč. V meni je velika 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 moč. In zdaj preprosto zaprite oči, samo tapkajte, prepustite se mojim besedam, gledajte tega otroka v sebi, poglejte ga v oči, objamimo ga, pojdite v domišljiji kot odrasla oseba, objamite tega otroka. Kot bi odrasel Marko objel malega Markota. Odrasla Mojca objame malo Mojco in ji reče, rad te imam, rada te imam, jaz te zaščitim. Lahko si močen. Povej mi, kaj želiš, dragi otrok, ker jaz te slišim. Povej mi, kaj hočeš in povej mi, kaj nočeš. Dragi otrok, rad te imam,
rada te imam, vse je dobro. Objemam te, stiskam te sebi, dam ti brezpogojno ljubezen, dragi moj otrok. Moj si, moja si. Začuti, da si pomemben, začuti, da si pomembna, začuti, da tvoja beseda šteje, tvoje mnenje šteje, tvoji občutki štejejo. Slišan si, viden si, slišana si, vidim te, želim uresničiti tvoje želje, upoštevam to, kaj mi rečeš. In tega otroka opogumimo in mu rečemo, ne rabiš več skloniti glave, ne rabiš več priden fantek, ne rabiš biti več pridna punčka. Hočem, da si to, kar si. In če želiš biti nagajiv fantek, bodi. In če želiš biti razigrana deklica, bodi. Hočem, da si to, kar si. Hočem, da si srečna, hočem, da si vesela, hočem, da ti je dobro. Dragi moj otrok, objemam te, stiskam te k sebi, dajem ti brezpogojno ljubezen, varen si, varna si, lahko si to, kar si. Lahko poveš, kaj si želiš, lahko poveš, kaj si ne želiš, brez slabe vesti, brez krivde, lahko stojiš za tem, kdo si. Lahko pogledaš v oči in jasno poveš, kaj hočeš in kaj nočeš. Super, naredimo vdih, izdih. In poglejte, kako se počutite, mogoče zdaj ob tem jočete, mogoče imate kako drugo reakcijo, mogoče se vam zdi vse skupaj brez veze, nič hudega, ampak to je način, kako se trajno rešimo v bistvu slabih občutkov, kako se rešimo anksioznosti, kako se rešimo tesnobe. To je način, kako reprogramiramo svojega otroka v sebi. Pa zakaj bi to sploh delali? Zato, ker če te vzorce prenesemo v doraslo dobo, nam ni v redu. Ne počutimo se dobro v svoji okolici, ker smo še vedno pridni otrok, ki ima ki uboga in ki mu ni dobro. In ki, dokler vas ne začne tiščati v prsih, da resnično začutite, da morate nekaj pri sebi spremeniti. In takrat ljudje ne vedo kaj. Ne vedo, kaj v sebi si še kupili v lekarni, da bi se počutili dobro. A v bistvu nobena substanca zares ne pomaga. Katero tableto bi vzel, da bi vam bilo dobro? Lahko vas zaradi tega boli želodec, lahko vas tišči v prsih, lahko vzamete celo kopico zdravil, lahko vzamete ne vem kakšno domačo lekarno, pa sej verjetno marsikaj pomaga. Ampak bistvo je v starih vzorcih, bistvo je v starih izkušnjah, bistvo je v starih travmah in tam je problem in tam je rešitev in tam je potrebno sebe kot otroka dvigniti. In Slovenci in Slovenke imamo kolektivno to v zavesti in moja naloga, moje poslanstvo je, da vas naučim, da to razširim, da vam pomagam, zato ker je življenje čisto drugačno, ko enkrat te vzorce spremenimo, ker sem jih sama pri sebi morala spremeniti, ker to je preveč boleče živeti s takimi neumnimi prepričanji, zato priučeno nemočjo in obstaja način, da se to rešimo, da se reši ta priučena nemoč, čeprav zdaj mogoče sploh ne verjamete, ali pa to tako močno zasidrano v vas, da je to edina realnost, ki jo čutite. Tudi jaz sem bila enkrat v tem, ampak nočem biti več tam. In zato vam bom še naprej, bomo imeli te srečanja naša v živo, želim vam še razkrivati skrivnosti, kako v bistvu spreminjati svoje stare vzorce, stara prepričanja, kako posegati v podzavest, kako tega otroka v sebi opolnomočiti, zato da smo mi kot odrasli opolnomočeni. Pa ni to tam zunanja moč, da hočemo pol nekoga nadvladati, premagati, ne, to je zunanja moč, da si upamo biti to, kar smo, to je notranja moč, da si upamo biti to, kar smo, da smo avtentični v tem, kar smo, da lahko stojimo za tem, za kaj verjamemo, da si lahko postavimo svoje cilje, svoje sanje, da lahko sledimo svojemu poslanstvu in da v bistvu živimo z radostjo v srcu. Evo, to je nekaj, kar je mene stalo veliko truda, veliko učenja, veliko znanja, veliko
Dolga je bila pot, veliko učiteljev je bilo tudi na moji poti, ampak zdaj sem tu, da se postavim pred vas in da vam rečem, se sploh ni tako težko. Lahko se naučite in lahko tudi vi dvignete glavo in živite ponosno, brez da vas boli glavo, brez da imate migrene in glavobole, brez da vas tišči v prsi, brez da vas imate želodčne težave in lahko ste to, kar ste, lahko ste avtentični in pri tem nikogar ne ogrožate. In nikomur ne škodite, samo znate biti to, kar ste in znate jasno povedati, kaj hočem, kaj nočem. Zelo enostavno. In zato vas vabim, da se še družite z mano, da pripravljam vam še veliko presenečenj, preživimo še kak večer v dobri družbi, razmišljajte malo o teh stvareh, počasi jih sprejmite v svoje življenje, da ni cel svet samo to, kar se vidi, ampak je velik del našega življenja tudi ta, ki se ne vidi, ki ga ne moramo čisto oprimiti, ampak nas ves čas spremlja. In če smo iskreni, mu moramo priznati, da je pomemben. In to je v bistvu naša podzavest, naši vzorci, naša programiranja. In če to naredimo za nekaj, da je not nekaj fajnega, potem je tudi naše življenje lahko fajno. Evo, tako to bi bil moj današnji prispevek vam, moje današnje sem želela z vami podeliti, vesela bom vašega komentarja, vesela bom vašega napredka, vesela bom vaših vprašanj, tako da kar pogumno odkrivamo te skrivnosti in ne mislimo, da smo mi edini, ki to imamo, ker če kdaj, potem je zdaj prišel čas, da se nehamo pretvarjati, kako nam je vse fajn, če pa polovico Slovencev je danes anksioznih, polovico mladih trpi za depresijo, veliko ljudi ima panične napade, pa veliko nas je tu v tem istem vozu, nismo sami, veliko nas je in rešitev je tukaj pred vami in sem vesela, da se družimo, vesela sem, da ste del moje skupnosti in gremo pogumno naprej in to leto bo naše leto. Tako da lep večer in smo povezani. Srečno!